Sinša, remi proti Kopru, eni najbolj razpoloženih ekip v spomladanskem delu, prav gotovo ni slab rezultat. Ni slab rezultat, ampak po poteku tekme so mešani sedaj občutki. Definitivno povedali smo na začetku, kontrolirali igro. Po napakah smo dobili mi oni gole, ampak zelo, zelo težka tekma, taktična. Mislim, da smo se pokazali eno pravo prvoligaško tekmo. Igrali smo proti Kopru, ki letos blesti dobesedno. Mislim, da nismo razočarali, in če bomo igrali tako kot te tekme, točka po točka, ne obziram se na Krko in na Celje in ostale, ampak bomo prišli do cilja. Ta peklenski ritem, nekako Olimpija, Koper, Maribor, zaenkrat vam kaže solidno. Super, še Maribor točka in se spočijemo 7 dni pauze do Celja. Veliko je še tekem, dobesedno, kar reče, to je maraton, ne bo se še prvenstvo odločil, kljub temu, da sedaj Krka je ušla na 3 točke. Važno, da moja ekipa diha, da kažemo dobre predstave, da vejo, kaj hočejo, in ob tej priložnosti čestitke od prvemu do zadnjemu igralcu, tudi fantom na klopi, res za eno pravo prvoligaško tekmo. Uroš, prvi gol v prvi ligi ni bil dovolj danes za 3 točke, čeprav bi pred tekmo verjetno podpisali za točko proti Kopru, za katerega vemo, da je v spomladanskem delu zelo razpoložen. Ja, pred tekmo bi bili zadovoljni s točko, ampak ker smo vseeno igrali proti ekipi, ki je drugo uvrščena, mi smo zadnji, ampak glede na to, kako se je tekma razvijala, smo zdaj kar malo žaljeni, no. Ampak nič za tole. Igrali smo proti Kopru, iztržali smo točko, pokazali smo še enkrat več, da lahko igramo proti vsakomur, ne glede na to, da smo mlada ekipa, neizkušena. Če smo pravi, če smo skoncentrirani celih 90 minut, se lahko kosamo proti vsakomu, in to nam vliva samozavest in upanje vnaprej. Dvakrat ste danes povedali, a se vam ni šlo? Ja, smo povedali, ja. Ampak 2 napake, ko igraš proti taki ekipi, kakor je Koper, ki se bori za prvaka, ki na vsaki tekmi igrajo za 3 točke, moraš biti zbran v vsaki situaciji, niti za sekundo ne smeš popustiti. Mi smo 2-krat pustili delček sekunde, delček nezbranosti, in to se takoj kaznovalo. Zato moramo to popraviti, moramo gledati, da zdržimo celo tekmo na maksimalni koncentraciji in odgovornosti. Je pa to lepa popotnica za srečanje z Mariborom? Ja, zdaj smo igrali proti Olimpiji, vseeno, kakorkoli je Olimpija 7 ali 8, ali kjer so zdaj, je Olimpija. In v gosteh smo iztržali točko, zdaj doma, skoraj bi se šlo, pa bi iztržali proti drugovrščeni ekipi 3 točke. To nam vliva novo samozavest, ampak moramo ostati realni, vseeno smo mi zadnji na lestvici, in moramo ostati zbrani, skoncentrirani, gledati samo sebe, ne druge, niti Krke, niti Celja, niti nobenega, samo sebe, in iti naprej tekmo po tekmo, in na koncu bomo videli, če bomo pravi, nam bo ratalo, če ne, pa bomo zaploskali ostalim. Hvala lepa. Hvala vam. Srečno, hvala. Gospod Vanoli, ali je bila točka proti Kranju pridobljena, ali ste izgubili 2 točki? Ma, sicuramente hai detto bene, una partita difficile contro una squadra che oggi si giocava. Prav imate, to je bila zelo težka tekma, v igri niso bile le točke, želeli smo tudi ujeti izostanek za Mariborom. To nam ni uspelo, moje mnenje pa je, da smo na tej tekmi v bistvu točko dobili in nič, gremo naprej, čaka nas tekma z Domžalami, kjer bomo skušali dobiti čim več. Questo gruppo e sicuramente a Domžale si vedrà un'altra partita. Že tretjič mislim, da v tej sezoni ste bili v poziciji, ko bi lahko ujeli Maribor, se izenačili po točkah, vendar vam to ni uspelo. Gli obiettivi del Koper iniziali non erano quelli di fare la guerra al Maribor. Naš cilj na začetku prvenstva ni bil boj z Mariborom, zdaj pa vidimo, da smo, kjer smo, kar je za nas izjemno ugodno. Moram čestitati Triglavu, ki je odigral odlično, in mi moramo iti naprej in skušati doseči čim več. Siamo secondi in classifica, non siamo penultimi. Še ena napoved srečanja proti Domžalam. No, andiamo sempre per fare il massimo del... Gremo na zmago, hkrati pa se učimo. Delo je tisto, ki nas bo pripeljalo čim dlje. Danes smo imeli v igri letnike 93, 94 in 95. Tudi z Domžalami bo enako in upam, da se bo na koncu nekoliko bolj šlo v našo korist. Si può vedere anche una partita del genere oggi.